GZS, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, je v okviru mednarodnega projekta Sodiko, v katerem iz Slovenije sodeluje še sindikat delavcev gradbene dejavnosti, pripravila posvet, srednje strokovno in poklicno izobraževanje ter usposabljanje za potrebe gradbene dejavnosti, stanje in izzivi v prihodnosti. Projekt Sodiko je mednarodni projekt, ki ga vodi Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije. Namenjen je krepitvi položaja socialnih partnerjev v gradbeništvu, torej tako delodajalcev kot delojemalcev. Vključuje več združenj, tako delojemalskih kot delodajalskih iz nekaj držav, Hrvaške, Bolgarije, Madžarske in Slovenije ter predstavnike Avstrijske gospodarske zbornice. Namen je, da se ta socialni dialog v času po krizi tudi v Sloveniji postavi na noge in seveda gledamo na to, da bi bili učinki za našo panogo pri tem čim boljši. Za poklicno usposabljanje in izobraževanje v gradbeništvu je zanimanje dijakov, zaposlenih in delodajalcev z nastopom krize v slovenskem gospodarskem prostoru izjemno upadlo. To stanje traja že 4. leto in posledice bo Slovenija občutila še dolgo potem, ko bo kriza mimo. Glede na nujen razvojni zagon v državi potrebujeta tako gradbeništvo kot graditeljstvo izobraževalni sistem, ki bo znal prisluhniti gospodarstvu in slediti razvojnim smernicam. Kakšne so značilnosti prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije iz panoge? Kar se tiče gradbeništva, večina so moški, kar že pač sama dejavnost pogojuje. Potem zelo veliko jih ima samo osnovnošolsko izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo. V času krize se je sicer tudi povečal priliv določenih terciarno izobraženih, ko so šla večja podjetja v stečaj. Te osebe so tudi pogosto starejše, imajo mogoče zdravstvene težave, saj vemo, fizično delo vseeno je naporno, zato tudi imajo nekoliko večje težave pri ponovni zaposlitvi. Kakšne pa so značilnosti prostih delovnih mest? Značilnosti prostih delovnih v gradbeništvu so skoraj, recimo 90% jih išče delavce, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali srednjo poklicno izobrazbo, kar je dokaj velika razlika v primerjavi z drugimi dejavnostmi. Veliko je prostih delovnih mest za določen čas, večinoma za trajanje projekta oziroma za trajanje naročila. Kaj iščejo delodajalci v gradbeništvu? Iščejo predvsem veliko delavcev kot pomožne delavce, se pravi pri visokih, pri nizkih gradnjah. Kar se pa tiče poklicne ravni, pa iščejo predvsem varilce, tesarje, zidarje, elektroinštalaterje, pač vse te poklice, ki lahko vrstimo v zaključna gradbena dela. Na današnjem posvetu ste omenili številne negativne vplive na vpis pred krizo in v času krize. Kaj pa lahko storimo proti temu? Jaz mislim, da je treba urediti razmere v gradbeništvu in sicer bom rekla kar od vrha navzdol. Najprej že pri javnih naročilih, potem pri inšpekcijskih službah, ki nadzorujejo gradnjo, potem pri spoštovanju zakona o graditvih objektov, potem pri uvozu tuje delovne sile. Najprej pa se moramo vprašati, na kak način bomo v Sloveniji pravzaprav začeli ceniti fizično delo gradbenih delavcev. Kaj pa dobre prakse? Ja, zdaj šole si moramo na nek način, bom rekla, tudi zagotoviti vpis, zato se zelo navezujemo na podjetja, na uspešna podjetja v posameznih regijah in uspešna podjetja so pravzaprav tudi že spoznala, da je dober kader zelo potreben in potem z nami, se pravi, organizirajo tekmovanja, potem nam donirajo različne materijale, bom rekla, tudi v velikih vsotah denarja. Imamo pa tudi zdaj v predmetniku odprt kurikul, ki ga lahko tudi prilagajamo na, bom rekla, izobraževanje. Verjetno je treba najprej okrepiti to, kar imamo, se pravi, da tiste šole, ki že izobražujejo za te poklice, čim bolje opremimo, tako z dejansko opremo, kot seveda tudi znani profesorjev in učiteljev. Mreža gradbenih šol po Sloveniji je velika, verjetno bodo potrebne tudi določene reorganizacije, da bo teh šol, ki bodo te programe izvajale, manj, ampak da bodo bolje
pripravljene in da bodo tudi lahko dejansko sprejeli najboljše dijake, ki bodo potem tudi šli na trg dela. Mislim, da je treba izpostavljati tudi primere dobrih praks, se pravi tistih podjetij, gre pa večinoma v tem času za manjša, srednje velika podjetja, ki so dobra in ki se znajo prebiti tako v slovenskem kot mednarodnem okolju. In samo s tem lahko vzpostavimo neko dolgoročno trdnost celega izobraževalnega sistema na področju gradbeništva. Kje je danes prihodnost delovnih mest v gradbeništvu? No, prihodnost delovnih mest je vsekakor v tem, da država pospeši investicijski ciklus, če hočemo zaposliti večje število gradbenih delavcev, na eni strani pa seveda tudi prehod na tako imenovana zelena delovna mesta, ki sicer pomenijo v nekaterih panogah zmanjšanje števila zaposlenih, vendar neto učinek je vsekakor tukaj lahko pozitiven. Katera pa so perspektivna področja za infrastrukturne investicije? No, to so predvsem, bomo rekel, potrebne državne investicije, izgradnja razvojnih osi, infrastruktura, tretji pomol v Kopru, železniška infrastruktura in vse to, kar pravzaprav že veliko časa govorimo, pa zelo malo naredimo. Mislim, da se moramo ozreti tudi v preteklost. Dejstvo je, da so bile aktivnosti, poslovni modeli v zadnjem desetletju deloma zgrešeni, kar je pokazal tudi sam rezultat, in da moramo, kar se tiče delovne sile, iti malo nazaj in zopet uvesti več šolanja znotraj podjetja, tečaje, certificirati izobrazbe, skratka biti bolj fleksibilni pri pridobivanju domačih zaposlenih, ne pa takrat, ko se bo pojavila zopet potreba po novih delavcih, da bomo to preprosto rešili z uvozom delovne sile. Mislim, da je treba motivirati ljudi doma v Sloveniji. Kako v Kovinotehni spodbujate osebnostno in strokovno rast zaposlenih? No, morda bi izpostavila na več načinov, ampak bi izpostavila morda dva področja. Eno je ta naša kavarna znanja, v katero na intranetni strani nalagamo vso svojo dobro in pa tudi slabo prakso in pa zabeležke pa predloge zaposlenih, ko jih pošljemo na izobraževanje. Drugo področje je potem ta naš center za razvoj kadrov, kjer imamo vzpostavljeno strokovno literaturo in literaturo za osebni razvoj. Do nje lahko dostopajo vsi zaposleni in istočasno tudi dajo predloge. Potem pa tudi se na koncu leta vsak nadrejeni lahko vidi, koliko se posamezni zaposleni je izobraževal in se usposabljal, in je to tudi potem ena točka na osebnem razgovoru. Pa morda še ena zadeva, vključili smo se v projekt vseživljenjskega učenja. To je pa potekalo v sodelovanju z RIC iz Novega mesta in sicer tako, da so imeli vsak teden osebne razgovore za osebno rast in pa za strokovno rast in jim je svetovalka svetovala in jih je vzpodbujala. Največja iztržek iz tega je pa to, da smo po skupinskem izobraževanju, ki jih je bilo tudi nekaj, spodbudili sodelavce in je iz tega išlo 9 mojstrov strojnih in pa elektroinštalacij v našem podjetju. V okviru programa aktivne politike zaposlovanja kar precejšen del sredstev namenjamo tudi usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. Na voljo je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih starih nad 50 let in sicer je v ta namen objavljen javni poziv pri Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije. Drugi tak program so projekti kompetenčnih centrov, kjer v okviru teh kompetenčnih centrov za posamezne panoge izbrana podjetja razvijajo in določajo potrebna znanja, kompetence v določeni panogi, potem pripravijo tudi ustrezna usposabljanja za ta področja in pa izvedejo projektno usposabljanja za določeno število zaposlenih.
Tretja zadeva je pa namenjena predvsem manjšim delodajalcem, ti pa lahko koristijo storitve vseživljenjske karierne orientacije za svoje zaposlene, tudi v okviru Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Tukaj je mišljeno, da namesto teh majhnih podjetij te izvajalci pravzaprav upravijo neko bolj poglobljeno kadrovsko funkcijo, se pravi neke letne razgovore z zaposlenimi, njihove karierne načrte, programe usposabljanja za njih in jih potem seveda tudi napotijo na ta usposabljanja. Omenili ste tudi fundacijo za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, lahko o tem poveste kaj več? Te fundacije je predvidel Zakon o urejanju trga dela, ki se je uveljavil z letom 2011. Naj bi bile organizirane bodisi na nivoju posamezne regije, bodisi v okviru posamezne panoge. Ustanoviteljih teh fundacij naj bi bili ali združenja delodajalcev, zbornice ali pa tudi sindikati. Namenjeni so pa predvsem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih za potrebe v panogi oziroma na lokalnem trgu. In te fundacije, katere bodo ustanovljene, bomo tudi podprli z posebnim programom proti koncu letošnjega leta. Gosta iz sosednje Avstrije sta predstavila avstrijske izkušnje in dobre prakse pri poklicnem in tehničnem izobraževanju ter pri spodbujanju izobraževanja in usposabljanja za gradbene poklice. It's very important to bring young people to the construction business, to point out the career opportunities they have. So if they finish their vocational training, they can go on training, become a foreman, become a construction manager, or even become a Baumeister with the opportunity to open their own business. So that's one point we want to point out. Then the good possibilities to earn money in construction sector, of course, and we try to point out that we have a rather positive image in construction industry. So we try to point out the positive effects of going for young people going to construction business, and that's what we like to do. Der Punkt 1 wurde heute auch schon von der Schule in Celje erwähnt. Prvo točko je že gradbena šola iz Celja omenila. Ist, dass die Schulen autonom auf die tatsächlichen Forderungen der Wirtschaft reagieren können. Šole reagirajo avtonomno na zahteve, izzive časa in regije. Durch einen an die Wirtschaft angepassten Lehrplan. Kurikulum ali pa učni načrt ne upošteva zahteve gospodarstva. Der zweite Punkt, der mir wesentlich erscheint, druga važna točka za njega je, wurde bei der Konferenz zum Schluss zwischen dem Herrn Dekan der Bauingenieurwissenschaften und dem Herrn aus Celje diskutiert. O tej tematiki sta diskutirala ob koncu simpozija dekan gradbeništva in pa tudi direktor z Celja. Es ist wichtig, seinen richtigen Platz in der internationalen Bewertung zu finden. Da najdemo pravi status v mednarodni klasifikaciji. Und ein dritter Punkt, ich habe das vorgetragen, ist eine Änderung unseres Schulsystems. Tretja točka je on že omenil, spremeniti šolski sistem, kar se tiče gradbeništva. Weg von einem Klassensystem hin zu einem Modulsystem wie an den Universitäten. Proč od sistema razredov in se razviti v smer univerze, kjer se vse modulizira. Na kaj pa je treba paziti pri čezmejnem upravljanju dejavnosti v Avstriji? No, na osnovi izkušenj, ki smo jih zbrali v zadnjih letih, smo ugotovili, da so pač določene točke, ki jih mora podjetje izpolniti, oziroma določene stvari, ki jih naj podjetje naredi, in druge stvari, ki jih naj ne naredi, to so tako zvani don'ts. Če pridemo na do's, potem mora podjetje seveda priglasiti dejavnost in pa delavce. Če želi stalno delati v Avstriji, ustanoviti podjetje in pridobiti tudi ustrezna dovoljenja, to je v prvi vrsti obrtno dovoljenje. Kar je zelo pomembno in zelo veliko podjetij zanemarja, je to, da morajo pripraviti tudi podroben poslovni načrt, sprejemati seveda plačila in dobro dokumentirati posel. To vidimo v praksi, da je to vedno pomanjkljaj, zlasti pri manjših podjetjih, da jih pač administrativna dela bolj bremenijo in zaradi tega malo zanemarjajo. To je zelo pomembno, če pride do tega, da moramo uveljavljati terjatve sodno, ker jih moramo potem seveda tudi izkazovati in dokazovati.
In seveda, kar je še zelo pomembno, je to, da se tudi plačujejo prispevki, dajatve in pristojbine. Če zdaj gremo na tiste don'ts, ki smo jih tako rekoč identificirali v zadnjih letih in kaj podjetje na noben način naj ne naredi, to je tisto, da bi plačevalo napotenemu delavcu za časa napotitve plačo, ki je pod avstrijsko panožno kolektivno pogodbo, kajti posledice so zelo hude, globe, ki so predvidene, so astronomsko visoke, ampak niso samo globe, ampak tudi kazenski postopki. Na kar bi še rada opozorila kot takšen don't, je tako rekoč, da bi podjetja delala kar po domače, kar se veliko krat dogaja, se pravi brez dovoljenj in bomo že potem nekako uredili, če bo prišlo do težav. V tej zvezi bi želela opozoriti na to, da sega roka avstrijskih organov tudi v Slovenijo in je treba pač še posebej paziti na to, da se ne dela po domače. Zadnji del posveta je bil namenjen paritetnim skladom. Slovenija v okviru projekta Sodiko namreč preverja primernost in način zasnove paritetnih socialnih skladov za potrebe v gradbeni panogi. Podnaslov današnjega posveta je bil zasnova paritetnega sklada za poklicno usposabljanje in izobraževanje v gradbeništvu v Sloveniji. Zakaj uvedba paritetnega sklada v gradbeništvu? Paritetni skladi v vzhodnoevropskih državah, tudi Sloveniji, nimajo tradicije v primerjavi z Zahodno Evropo in to je oblika sodelovanja med delodajalci in delojemalci brez vključevanja tretjega, ki je ponovadi smo v Sloveniji te naloge prepustili kar državi, vendar kar se nam dogaja v zadnjem času kaže na to, da država ni sposobna reševati problematike panoge tako, kot bi bilo treba, in paritetni skladi so neka dodatna varnost za zaposlene kot tudi delodajalce, da panoga v kriznih razmerah bolje funkcionira, istočasno pa ti paritetni skladi zahtevajo tudi ustrezno spoštovanje strani države, da se upoštevajo pri cenah in pri vrednosti dela na trgu in tudi služijo za zaščito domačega trga pred vdorom socialnega dumpinga v panogo. Ali in kakšne so možnosti, da bi se paritetni skladi vključili v kolektivne pogodbe? Možnosti so seveda odvisne zlasti od socialnih partnerjev. Socialni partnerji, ki družbeno odgovorno gledajo na dejavnost, v katero so vključeni, bodo razmišljali tudi o teh variantah. Sicer je zanimivo, da pri nas naša pravna tradicija, ki je drugačna, narekuje drugačen pristop k tem rešitvam, vendar v vsakem primeru je možno nekatera deficitarna področja nadgraditi ravno z ustanovitvijo pač paritetnih socialnih skladov preko kolektivne pogodbe. Recimo izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje je eno od takih primerov, pa še kaj bi se Kakšne so možnosti za implementacijo članstva v paritetnih skladih v sistemu javnega naročanja? Ja, v Sloveniji manjka normativni okvir za implementacijo članstva v paritetnih skladih v sistem javnega naročanja. Je pa res, da bi se to dalo poskusiti skozi merila, s tem, da bi se zasledovalo določen socialni cilj oziroma določeno večjo usposobljenost takega ponudnika, večjo finančno stabilnost, ekonomsko stabilnost takega ponudnika, ki bi bil član paritetnega sklada, skozi merila članstva v paritetnem skladu, ki bi imela določeno utež v samem postopku javnega naročanja med merili. Kaj lahko naredimo? Naredimo lahko dvoje, lahko podobno, kot smo sprejeli uredbo o zelenem javnem naročanju, tudi na tem področju v skladu seveda za vso zakonodajo Evropske unije in slovensko zakonodajo in temeljnimi načeli, ki ne zavezujejo iz pogodbe Evropske unije, lahko sprejmemo uredbo, ki bi seveda lahko določila kriterije, po katerih bi naročnik zbiral med pogoji in merili, ki bi jih vključeval glede socialnih vidikov v sam sistem javnega naročanja, s tem, da bi lahko tudi članstvo paritetnih skladih bilo kot eden izmed pogojev in meril. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da sam naročnik v konkretnem postopku javnega naročanja med merila sama v bistvu vplete element članstva v določenem paritetnem skladu in mu pripiše določeno utež, ki pa seveda ne sme biti prevladujoča, ker bi seveda to bil pa vendarle glede na predmet naročila, ki je recimo, da je gradnja preveč prevladujoč element, če bi imel preveliko utež. Posvet se je zaključil z mislijo, da vstopamo v čas, ko bomo morali uveljaviti načelo, da vsako delovno mesto šteje, če je kvalitetno, šteje še toliko več.
Kvalitetna delovna mesta so vedno povezana z ustreznim izobraževanjem. Potrebna bo nova motivacija za vstop mladih v izobraževanje za poklice v gradbeništvu. K motivaciji pa lahko pripomore le atraktivnejši model izobraževanja. Paritetni skladi v gradbeništvu so dobra in preizkušena rešitev, ki je uveljavljena v gospodarsko naprednejših okoljih v zahodnji Evropi in lahko pomembno prispeva k izboljšanju zelo slabega položaja panoge tudi v Sloveniji. Zato od pristojnih ministrstev pričakujemo, da aktivno pristopijo k podpori paritetnim skladom za zmanjšanje tveganj v poslovanju podjetij in delu zaposlenih v gradbeništvu ter izboljšanju položaja strokovnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja dijakov in zaposlenih.